Ena izmed aktivnosti, ki jo omogoča orodje SmartLab, je tudi aktivnost, ki se imenuje odkrivanje oznak. Je odličen način, da učenci oziroma dijaki globlje razvijajo razumevanje sistemov in njihove komponente. In pa hkrati tudi nekako temelji na spominu. Zdaj v tem primeru imam v ozadju sliko rastlinske in živalske celice. Recimo pred tem ste z učenci že se naučili, kaj so deli teh dveh celic. Z odkrivanje teh oznak pa bomo preverili njihovo znanje. Lahko jih vprašam seveda za tale del, mitohondrij. Lahko jih potem tudi vprašamo, kaj vejo o mitohondriju, zato lahko pritisnem tudi tukaj na plus in se nam prikaže tudi opis. Stavite lahko opis do 300 znakov v ta delček. Celično jedro in tako naprej, ne. Sliki lahko dodate do 10 tovrstnih oznak. Tukaj jih je 7, lahko bi še 3 dodala. Zdaj tole recimo za biologijo primerno, prav tako tudi za tuje jezike. V tem primeru smo dali v ozadje sličico hiše, učenci pa morajo poimenovati označene dele tele hiške oziroma sobe. Lahko bude zdah, torej streha, Kinderzimer oziroma Schlafzimmer. In tako lahko potem učenci seveda postopoma odkrivajo oziroma preverjajo, če so pravilno odgovorili. Aktivnost ima kot vse ostale tudi tukaj zgoraj možnost zvočnih podlag, v bistvu razveljavitev že rešenega in pa urejanje. Zdaj urejanje v tem primeru lahko oznake premikate, preimenujete, dodate različne opise. Seveda pa je možnost kot pri nekaterih drugih aktivnostih, da se učenci povežejo s svojimi napravami, lahko tudi od doma pišejo, grejo na spletno stran hellosmart.com in pa vpišejo identifikacijsko številko. Zdaj ta številka je vedno druga. Ko se jaz pišem s svojim računom, je to moja identifikacijska številka, vaša pa bo seveda drugačna in bo seveda vedno enaka, ko se boste vi vpisali v programsko opremo. Prav tako pa ima aktivnost možnost dodajanja elementov igre, zvonec. Lahko učenci, ko recimo zaključijo, če bi dve skupini igrale, pritisnejo na gumb. Tako, to je ena možnost. Druga možnost je naključni izbor. To pomeni, da bi lahko naključno izbrali oznake. Tako oznaka Didakterase recimo in potem bi morali učenci poiskati oznako, kjer je Dachterase označena in to je, oziroma to je tole tukaj Dachterase. Potem lahko naključno izberete tudi učence, če imate vstavljen seznam učencev. Kasneje vam bom pokazala, kje vstavite seznam učencev, izberete seznam, končano, in vam pritisnete gor in vam naključno izbere učenca, ki ste ga imeli vpisanega na seznamu. Tretja možnost pa je, da aktivnosti dodate časovnik, pritisnete tukaj na urejanje in pa določite, kdaj želite, da se aktivnost zaključi oziroma koliko časa imajo učenci na voljo. Tukaj spodaj sem označila tudi tole opcijo zaključi dejavnost in po tem času se aktivnost zaključi in učenci je več ne morejo reševati. Zdaj sem nastavila malo preveč časa, bom naredila samo na 5 sekund, da boste videli točno, kaj to pomeni. Pritisnem na play, zdaj imajo na voljo 5 sekund časa, da igro oziroma aktivnost zaključijo. Po tem času
lahko začnejo le še znova z reševanjem. Dodala bom novo stran v notebooku, poiskala bom ikonico dejavnosti oziroma Smart Lab, pritisnem na njo, zdaj pa moram poiskati predlogo za odkrivanje oznak. Nekje sem jo zgrešila, evo tukaj je. Zdaj lahko sličico kar povlečem not ali pa jo pritisnem na njo in jo poiščem na računalniku. Recimo, v tem primeru je ena sličica. Zdaj pa kar lahko začnem z dodanjem oznak, pritisnem z levim miškinim gumbom gor na mesto, kjer želim, da je tale oznaka. Tukaj so 3 pikice, ko se postavim na to in z levim miškinim gumbom lahko potem povlečem kamorkoli želim. V tem primeru lahko napišem logotip. Če želim dodati še opis, pritisnem na tole puščico dol in pa pišem do 150 znakov. Dodam še nekaj oznak, recimo besedilo. Zdaj tukaj, če pritisnem, lahko zamenjam sliko, lahko pa zamenjam tudi slog teh črtic. Tako, ko končam, pritisnem dokončaj in aktivnost je zaključena.